Prehajamo na 6. točko. Predlog sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 4, dodatno gradivo koncesionarja pa ste članice in člani sveta prejeli na seji. Predlagatelj župan, poročevalci pa Tadej Kovačič, Marija Kos in pa Vesna Blagojevič. Besedo ima gospod Tadej Kovačič, izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Torej, skladno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, koncesionar vsako leto pripravi elaborat o oblikovanju cen na področju oskrbe s pitno vodo. Se pravi, ukolikor se cene, predračunske cene razlikujejo od obračunskih cen za več kot 10%, se elaborat predoči občinskemu svetu in v potrditev, se pravi, zvišanje cene. Se pravi, pri oskrbi s pitno vodo se razlikujeta tako cena za vodorino kot cena za omrežnino za več kot 10% od trenutne obračunske, in sicer cena za omrežnino se poveča, je 5,84 centov, predlagana cena za vodorino je pa 0,76 centov, obdrži pa se tudi subvencijo za gospodinjstva in ne pridobitne dejavnosti v višini 0,6 evrov za faktor 1, se pravi za DN20 velikost vodomera. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa. Delovno telo. Besedo ima Robi Prosen. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Govorim v imenu kot predsednik odbora za proračun in upravljanje z občinskim premoženjem. Med ostalimi smo tudi to točko obravnavali na naši seji in moram povedati, da se predstavniki nismo strinjali s podražitvijo in te točke nismo sprejeli. Dodatnega sklepa sicer nismo sprejeli, ampak po pogovoru smo bili enotnega mnenja, da je prav, da občina najde neka sredstva iz rezerve in z tega pokrije to razliko. Hvala lepa. Ok, zdaj, jaz res ne razumem, iz kere rezerve bi jemali sredstva. Zdaj, omrežnina je izračunana na podlagi vrednosti celotnega omrežja, ki ga občina ima, in to se zdeli z amortizacijsko stopnjo, številom gospodinjstva, in to se potem prevali na uporabnike. In tak sistem je po celi Sloveniji in pri nas je ta omrežje res toliko velik in očitno je bilo tudi toliko nekih novogradenj v zadnjem obdobju in so se ovrednotila in dejansko se mora prevaliti na uporabnike. In omrežnina se v celoti potem porablja za investicije, ki jih izvaja občina Kamnik. In vemo, da investicije na področju vodovoda imamo še kar ogromno. In za posodabljanje omrežja, torej zamenjava azbestnih cevi, torej vse investicije, ki jih potrebujemo, izgradnja vrtin na Ivarju in tako naprej. Kar se tiče vodarine, je pa smo pa že prejšnji točki v zvezi s kanalščino slišali, na podlagi česa se ta izračuna. In glede na to, da se cene zvišujejo, je tukaj to dejstvo, kateremu sledimo, če smo nekako na nek način razumski. Tako da svetniške skupine. A lahko jaz repliko na to oziroma odgovor na vaše? Repliko, izvolite. Hvala lepa. Če smo mi na odboru to prav razumeli, poročevalko, ona nam je razložila tako, da v primeru, da danes občinski svet te točke ne sprejme, potem je ob rebalansu se pravi, ob rebalansu, da se potem iz neke rezerve lahko ta razlika pokrije. Ne me popravi, če smo mogoče narobe razumeli, ampak to je bil en glavnih razlogov, zakaj smo bili proti. Se pravi, če se točka danes ne sprejme, cena ostane enaka in se potem to pokrije z nekega drugega sredstva. Hvala. Zdaj, jaz na tem odboru nisem bil, predlagam, da upravimo razpravo, pa bomo potem dali še enkrat besedo vsem poročevalcem.
Lahko pa vse na koncu plačujemo. Pri prihodnosti bomo prišli tudi do tega, da bomo mogli pač žal ceno vrtcev povišati. In tudi tisti lahko z rezerve plačujemo. In na koncu lahko prijemo do tega, da bomo vse plačevali iz proračuna. Ne vem pa, če je to cilj pa normalno, če se to tudi druge dela. Tako da svetniške skupine, beseda ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Dejstvo je, da če take stvari plačujemo v bistvu iz proračuna, imajo od tega neki vse občanke in občani, ni neke selekcije po kakršnikoli liniji. Ampak zagotovo pa ni zdaj, da strmimo k temu, da se bo vse plačevali iz proračuna. Ne? Ampak gledati pa moramo, da imamo primerljivo z drugimi občinami in že v prejšnjem razpravi, pri prejšnji točki sem opozoril, kaj je problem občine Kamnik. Ne? Tisti del, ki pade v občinski proračun, smo, lahko rečemo, neka zlata sredina, pri sami storitvi smo pa očitno, nam pa ceno dviguje. In to je tisto, na kar tudi nisem dobil odgovora, ne, a ste šli s koncesionarjem čez, kje so kakšne rezerve, ali rabimo za odpadne vode 15 zaposlenih in tako naprej. To je tisto, kar sem prej odgovor pričakoval, dobil sem pa v bistvu malo zgodovine, pa malo prihodnosti, kar se tiče kanalizacije. No, tako da, hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Beseda ima gospod Aleš Lipičnik. Hvala. Upam, da bom tokrat uspel dokončati, da zopet nekaj proceduralno narobe, no pa da nadaljujem tam, kjer sem končal. Se pravi, še pred 10 leti smo imeli eno najboljših vod v Sloveniji. Zdaj imamo s tem očitno že težave. Zato me najbolj skrbi pri celi zadevi, da tako veselo razpravljamo o centih, ki nas najbolj skrbijo, medtem ko nas ne skrbi, kakšna je kvaliteta. Se pravi, kaj je predmet tistega, o čemer naj bi dražili, in nikomur nima slabega občutka, da bi dražil, pri tem, da imamo vsako leto večje probleme s kvaliteto. Jaz upam, da se zavedamo, da je čista voda dodana vrednost, ki jo imamo v tem okolju oziroma smo jo imeli, in da ko govorimo o kakšnih floskulah, kot je zeleni turizem, vemo, kaj pomeni, ker bi morali pomeniti predvsem to, da imamo čisto vodo, čisto okolje, v prvi vrsti to. Zdaj, tako da jaz osebno mislim, da cena primerne storitve, če bi bila primerna, v tem primeru ne bi bil nikakršen problem. Tako smo pa mi, recimo samo v mojem gospodinstvu, lansko poletje 3-krat zapored po 4 ali 5 dni kupovali ustekleničeno vodo. Zanima me, če to koncesionar oziroma tisti, ki je odgovoren za to, če to občanom krije tisto ustekleničeno vodo za tiste dni, ko običajna pitna voda ni na voljo. Se pravi, in pri tem, da sistemske rešitve, glede tega, da imamo čedalje večje težave z onesnaženjem, nisem slišal. O tem nihče ne govori, se pravi, nikogar ne zanima. Kot nimamo tudi ne sistemske rešitve, ko govorimo o kapacitetah, ker število občanov v Kamniku raste, kapacitete zalogovniki ostajajo isti in vsako leto poleti dobivamo obvestila, fante, ne avtomobilov prat, ne tega, ne drugega, kar z drugim besedam pomeni, dajmo se pogovoriti najprej. In tudi tako koncesionar kot občina bi morala s tolo zadevo ravnati odgovorno. Pa po mojem mnenju oba ravnata skrajno neodgovorno. In zaradi tega, iz principa, ne zaradi parih centov, sem odločno proti temu, da se storitev, ki ni opravljena tako, kot je treba, še drži. Hvala. Zdaj jaz bi prosil, da razpravljamo zelo pač z dejstvi, ne pa pavšalno. Zdaj, kvaliteta vode v Kamniku... je bilo dejstvo. To, da je bilo prekinitve dobave, to so dejstva. To, da so bile onesnaženje, je dejstvo. O tem nimamo kaj razpravljati. Zdaj, kvaliteta vode v Kamniku je vrhunska. Naredili smo v lanskem letu to, kar še nikoli do zdaj, zato da smo vsem hišam nad zajetjem Iverja spraznili grezance in tisto goščo odpeljali z planine in nikoli do zdaj se tega ni naredili, se prej ta gošča zlivala povsod druge, razen na čistilno napravo Domžale ne. Mi smo naredili sistemski ukrep,
da dokler ne pridemo do nekega povezavanega cevovoda, ki bo pač vse te hiše povezal, bomo pač te gošče odvažali za 60 evrov na hišo. In kar velik del lastnikov se je temu odzval, tisti, ki pa ne, so pa predložili dokazilo, da so to sami pelali. In to je bil eden izmed sistemskih ukrepov. Kar se pa tiče stanja analize vode v zajetju Iverje, je ta vrhunska. In izvedeli smo prvo vrtino, ki je prišla do podobno vrhunskega vodnega vira že na globini, mislim, da okoli 50 metrov, globine pa še 150, tako da voda je vrhunska. Vi pa govorite najbrž o analizi vodotokov, ki so morda merjeni. Govorimo o vodi, ki je na govorite koncu o tem, kar meri Jamarski klub, in to so analize vodotokov, ki pa morda so kje vodotoki, pač, da so v bližini kakšnega, se pravi, tudi travnika, ki ima pač na njem, se pravi, živino, ki pač nekako pride tudi tisto, kar gre od njih do tistega vodotoka. Vodni vir Iverje je pa vrhunski in je eden boljših v Sloveniji. Prosim, da ne zavajamo, bo pa potrdila to tudi predstavnica komunalnega podjetja Kamnik. In ta sistemski ukrep je bil narejen po letu 1986, da smo greznice spraznili. Besedo ima gospod Matija Sitar Močnik. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav sem skupaj še v mojem imenu. Zdaj, dejstvo je, da se v zadnjem času cene na vseh področjih višajo. Kdorkoli se ukvarja kaj z nabavo ali pa z obrtniki, je opazil, da praktično ni več obrtnika, ki v zadnjem letu ni dvigal cen. Naslednje dejstvo je tudi, da imamo v občini Kamnik izjemno razvejano omrežje in vkolikor na kilometer neke cevi priključimo 10 uporabnikov, je cena na uporabnika bistveno višja, kot če jih priklopimo nekih 100 ali pa morda celo 1000. Edina zadeva, s katero se s Andijem tukaj strinjam, oziroma edina možnost, ki jo vidim, je, da se poiščejo neke rešitve, bodisi na kadrovskem področju, se pravi, da koncesionar preveri, če lahko sam poišče neke rezerve pri sebi, ker v nasprotnem primeru, ne glede na dejstvo, ali mi to danes sprejmemo ali zavrnemo, dejstvo je, da to bojo plačali občani. Vprašanje je samo ali direktno preko položnic ali z proračuna, vkolikor plačajo z proračuna oziroma z nekih rezerv, bo pa na drugi strani zmanjkalo za ostale investicije v naši občini. Tako da pogovarjati se o tem, ali bojo to občani plačali ali ne, je iluzorno, ker v vsakem primeru plačajo, vprašanje zgolj, s katero vreče. Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Karla Urh. Še enkrat hvala za besedo. No, mene vsakokrat, ko se izogibamo, kljub temu, da govorimo o povečanju cene ali ne, zelo moti oziroma boli, da naj bi bili kar tiho glede tega, je zadosten nadzor oziroma ni zadosten nadzor glede kvalitete, čistoče oziroma onesnaževanja. To je dejstvo, ki bi morali biti številka 1. In sprenevedanje oziroma, da se zdaj pogovarjamo o drugi tematiki, mislim, da to je z roko v roki skupaj, da sploh ni. Meni se poraja mogoče tudi ta ugotovitev pri meni, da v ceno, ki se povečuje, so verjetno všteti tudi stroški, ki nastanejo s tem, da moramo 150 metrov globoko vrtino dvigati, torej vodo iz te vrtine. To je sigurno velik strošek, ker električna energija se je podražila, pa se bo še, in če se voda, ne vem zdaj, koliko stane en kubik, da ga potegnemo 150 metrov globoko ven, prav gotovo to zastonj ni. Ne zdi se mi pa prav, da se to v bistvu na tak način nekako regulira, ker konec koncev vode v tem času je še vedno zadosti, kot ste tudi ugotovili, in je kvalitetna v samem zajetju Iverje in v celi strugi doline do izvira. In zakaj je potem potrebno dodatne stroške delati še s tem. V resnici pa nismo kaj dosti še vedno ne storili, da bi zagotovili res tisto pristno čistost, kajti strinjam se, da je bilo nekako veliko narejeno s tem odvozom teh fekalij in vsega tega, ampak veste, bila sem tudi ne dvakrat zraven. V te greznice so zdaj le prazne, če mislite, da je kaj noter, če bi šli pogledati. Zato, ker ne nobena vodotesna gor na planini, to je zdaj prazno.
suho. In tisti, ki bi zdaj dobil, da zvozi to dol, bi masno zaslužil, ker ne bi imel nič ven za potegniti, ker so v bistvu zdaj prazne, ker so se spraznile, so najdle svoj tisto laso, kot temu rečejo ljudje, ki so na planini. In sprenevedanje glede tega ni, ampak to je najmanjši problem. Bakterije, E. coli in ne vem kaj še vse, mi prekuhamo, ko dobimo obvestilo. Ampak kemije pa ne moramo prekuhati in ostane noter. Zato res to, ne vem, jaz sem proti temu, da se podraži še vedno, kljub temu, da govorimo o tem, da se vse drži. Mislim, da bi morali poiskati še kakšne notranje rezerve, se strinjam tudi s tem, da se ne bi pregledniki preveč gor pa dol vozili in bi jih bilo preveč. Skratka, racionalizacija vedno dobro nekako in pa je dobrodošla. In na ta način mogoče tudi prihranimo nekaj evrov. Za družino je to vse skupaj strošek tam okrog 100 evrov na leto. A veste, za kakšno družino je to zelo, zelo veliko. Hvala. Beseda ima Cenelep. Ja, hvala za besedo še enkrat. Tudi jaz bom glasoval proti dvigu. Zdaj pa mogoče par besed, zakaj, kaj me je zmotil v samem elaboratu. Elaborat sloni na nekje približno 10% dvigu predvidene porabe, to se pravi prihodne porabe, ki pa ponavadi ni realizirana. Ne? Tudi dvig se predlaga nekje za 10%, še majčkeno več. Pa druga stvar, ki me še zmotila, so primerjava bruto plače v Kamniku in pa v Panogi. V Kamniku je bruto plača povprečno 2321 evrov, drugje 1990 evrov, kar je 400 evrov bruto več, se mi zdi malo velik odstopanje. Pa predvidevam, da gre to na račun plač uprave, ne pa tistih delavcev, ki to izvajajo. Hvala lepa. Hvala, beseda ima Jožef Galičič. Hvala lepa za besedo. Jaz bom pa glasoval za. Sem šel še enkrat čez pregledati vse skupaj in sem ugotovil, da boljš, da če že moramo podražimo. Zdaj bom povedal zakaj. Ker marsikdo je videl, da sem bil vzdržan na glasovanju na odboru. In je to marsikakšen mu dvignil tudi wow. Ja, zdaj sem to še malo čez in sem rekel, da boljš, da zdaj podražimo za malo in to ostane počas gor. Mene bo ravno tako tudi kot gostinca ožgal še bolj in bo mogel še malo več kav skuhati, zato da sem vodo pokril. In ta stvar. Poleg tega pa nekaj bom povedal. Koncesionarja ste izbrali v predprejšnjem mandatu. Danes imate pa zapovedati ful čez njega. Zadeva gre, je v normah, voda je dobra, ni težav z njo in hvala Bogu jo imamo dost. In kakor vem, se bo naredil še te vrtine, tako kot je gospa Urh rekla. Zakaj? Zato, da bomo imeli pripravljen za takrat, ko je res mogoče nov. Tako da moj glas gre sigurno za. Hvala lepa. Hvala. Mogoče obrazložitev teh vrtin. Zdaj, vrtine nič elektrike še ne kurijo, ker vrtine bojo za takrat, ko pač površinske vode ne bo dovolj. Če slučajno bo to kdaj, oziroma če bo tako sušno obdobje, kot je bilo lansko leto, ko je vode manjkalo posod. In zdaj tam, ko imajo vaške vodovode, so imeli probleme še veliko večje, pa so tudi na območju občine Kamnik in tukaj tudi s tistem se bomo mogli počasi začeti ukvarjati. In so gasilci vozili vode in tukaj je res izziv bil. Zdaj pri nas, da nismo mogli takrat, ko je bilo res vse požgan, avto uprati, da je bilo tako priporočilo, mislim, da to še ni najhujš. Gospodinstva so pa v lanskem letu cel let imela vodo. Kakšen let prej pa je bilo pa res prišlo do neke situacije, ko je bilo treba prekuhavati. Zdaj bi pa dal besedo še mogoče gospe Vesni Blagojevič iz komunalnega podjetja za obrazložitev tistega, kar je bilo izpostavljeno, pa še ni bilo odgovorjeno. Jaz se zahvaljujem za besedo. Nekako največ vprašanj oziroma pač razprava je vodila v higieno oziroma varnost pa kakovost pitne vode. Komunala pač je tudi pod stalnim nadzorom zdravstvenega inšpektorata za izvedbo ozorčenja, izvedbo laboratorijskih analiz. Imamo najet nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Kranja. Tudi število vzorcev je predvideno v pravilniku o pitni vodi.
Na vseh vodovodih opravimo več odzorčenj, kot je to predvideno, tako v okviru rednega nadzora, potem pač, ki ga financira komunalno podjetje Kamnik iz Vodarine. Potem se pa vrši še izredni nadzor, to je nadzor Ministrstva za zdravje, tudi financirano strani Ministrstva za zdravje in je državni monitoring, je pač nenapovedan in je na končnih uporabnikih. V lanskem letu, recimo, če gledamo zajetje Ivarje in vodovodni sistem Ivarje, ni bilo nobene pač bakteriološke onesnaženosti oziroma preseženih vrednosti kemijskih parametrov. Je bilo prekuhavanje na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica in sicer samo za nekaj uporabnikov, ki so pač na vodovod priklopljeni pred pripravo, to je pred UV dezinfekcijo. Uporabnike smo pač obvestili, o tem je bila obveščena tudi zdravstvena inšpekcija, ker je pač to naša dolžnost, da v 24 urah od pojava pač ukrepa prekuhavanja oziroma kakšne večje neustreznosti obvestimo zdravstveni inšpektorat. So pa tudi vrtine, no bi mogoče dodala, kar je župan rekel, ne samo za izdatnost vodnega vira, ampak dolgoročno tudi mogoče, pač mi vemo, da recimo cel Kamnik je odvisen od zajetja Ivarje, ki pa pač ne omogoča take zaščite, kot omogoča to totalno podzemen vir, kot so vrtine, tudi v primeru kakšnega večjega kemijskega onesnaženja, pač skozi drenažo predre mnogo hitreje kot v podzemlje. Tako da te vrtine bodo zelo koristne tako glede varnosti vode in glede pač izdatnosti vodnih virov. Dobro. Mogoče še primerjava. Mi smo površin toliko koliko kot Ljubljana, oni imajo 300 000 uporabnikov, mi pa 30 000. In naš sistem se zaračuna 30 000 ljudem oziroma 11 000 gospodinstv, tam se jim pa tok in tok več, krat 10, ne? Torej 300 000 uporabnikom. In tam je sistem zelo v blokih na majhnem področju, naš sistem je pa res ogromen. In ta podražitev je strokovno utemeljena in je tudi dejansko zračunana na podlagi vrednosti omrežja in tudi vodarine in stroškov, ki so po metodologiji lahko in možni upravičeni v izračun te nove cene. Še kdo? Besedo ima Bojana Pančur. Hvala za besedo. Jaz imam v bistvu samo eno vprašanje, ker se že toliko pogovarjamo o kvaliteti vode in sicer me samo zanima za tiste, ki niso uporabniki javnega vodovoda, če je strošek analize ustreznosti vode v bistvu obveznost pa strošek uporabnikov ali je strani občine ali komunale ali kako drugače so za to zagotovljena kakšna sredstva. Hvala. Hvala, besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Zdaj ne vem, na koga je letel tisto očitek iz predprejšnjega mandata o izbiri koncesionarja, ker ne vem, če v tej sestavi sedi kdo, ki je koncesionarja zbiral. Vemo pa, da je koncesionarja zbiral pa pogodbe podpisoval Tone Smolnikar, kakšna je pa povezava Toneta Smolnikarja in vaše politične stranke, pa vi najbolj dobro veste. Tako da mislim, da ni tukaj point v tem, da je problem v koncesionarju. Jaz vidim problem v občini Kamnik, ne? Ker koncesionar dela in izvaja toliko, kolikor se mu gleda pod prste oziroma se ga nadzira. In tukaj sem jaz spraševal po rezervah v obeh primerih. To je tisto, kar nisem dobil odgovora, ne? Ali je vse, kar je predstavljeno, pije vodo ali so kje kakšne rezerve. In to jaz pričakujem od občine Kamnik, predno stroške podražitve prevali v bistvu na občanke in občane. Hvala. Hvala, besedo ima Aleš Lipičnik. Hvala. Glejte, na hitrco bi sam povedal 3 zadeve. Prvič, 11 000 gospodinstv krat predvidena podražitev za eno firmo reda velikosti komunalno podjetje ni majhna vsota. To, da smo najprej razumemo, da ne bo kdo zavajal v zvezi z majhno podražitvijo. Druga zadeva je pa, da bi rad predvsem, da se zavedamo, kako pomembno je, da de facto upravljamo za res kvalitetno, ne po liniji najmanjšega odpora, ne po liniji imamo zagotovljene najbolj nujne
preglede, ki nam jih izvaja ta in ta zavod. In zaenkrat razen tistih parih prekuhavanj nismo ugotovili ničesar drugega. Ampak da se zavedamo, da ko govorimo o stvareh, kot so zeleni turizem in podobno, imamo v mislih predvsem take zadeve, ker sicer je zeleni turizem in vse ostalo, kar govorimo, čista floskula in neumnost. Hvala. Hvala, preden zaključujem razpravo, bi glede 11.000 gospodinstv rekel, da tam notrej tudi še ogromno vaških vodovodov, pa bi mogoče to daj še par besed glede sistema. Izvolite. Hvala za besedo. Če najprej odgovorim glede stroškov analiz vaških vodovodov. Vaški vodovodi imajo, se pravi, svoje upravljavce, ki jih zberejo izmed oziroma ga določijo lastniki vaškega vodovoda. Tudi oni imajo obvezo kontrole, se pravi analiz pitne vode. Tudi državni monitoring se na teh vaških vodovodih izvaja. Občina Kamnik pa zagotavlja, se pravi, 3-krat letno analizo pitne vode na teh vaških vodovodih, ki so večji, ki oskrbujejo več kot 50 PE-jev, kar sicer ni obveza, ampak pač zagotavlja zaradi tega, da se tudi na vaških vodovodih kontrolira oziroma zagotavlja ustrezna pitna voda, da se lahko potem tudi morebitne neustreznosti oziroma morebitna onesnaženja odpravljajo. To je v bistvu v zvezi z vaškimi vodovodi. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 8. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.